Draga moja gosta, jaz vas z veseljem pozdravljam, še posebej zato, ker smo v različnih projektih tudi sodelavci in se zelo dobro poznamo, tako da če bom slučajno po pomoti koga tikala, se opravičujem že naprej, ampak tole omizje drugo je nastalo tudi malo na provokacijo našega predsednika Mateja Tonina, ki je začel mi razlagati, ja veš, tam v Bruslu pa te mednarodne šole, pa tam pa čisto drugače poteka pouk, pa ne vem, kakve vse metode imajo, pa tu v Sloveniji pa ne vem, da razen table, pa ker je, da je malo provokativno, verjetno ne poznamo in ne delamo po sodobnih metodah. Kje je dejansko tukaj problem, da ene šole v Sloveniji delajo po sodobnih metodah, kje ne delajo, in torej imam vprašanje za oba sogovornika najprej. Kje so dejansko možnosti, da nekatere šole uvajajo sodobni način poučevanja in sledijo sodobnim trendom in potrebam in razvijajo dejansko kompetence, to pomeni ne samo znanje, ampak tudi veščine in pa vrednote, to pomeni stališča do teh znanj in veščin, in zakaj ene šole tega ne počnejo. Ali je to ovira v učnih načrtih, v ocenjevanju, v usposobljenosti učiteljev, kje dejansko vidita prednosti, možnosti uvajanja takega načina poučevanja in kje so dejansko tiste res realne probleme, da dejansko šole na koncu vendarle zapadejo v tablo, kredo, če malo poenostavim. Izvoli, Terezija. Lep dober dan in pozdrav seveda prinašam iz Prekmurja. Ja, malce provokativno vprašanje, ampak vseeno naj povem, da je pri vsakem razvoju pomembna vizija. Vizija, ki jo seveda najprej v svoji glavi mora nekako narediti ravnatelj. In danes je bilo že omenjeno, ravnatelji naj bi bili delno tudi menedžerji. Tako pač je. Torej, premalo je samo pedagoška stroka, pomembno je biti tudi malce menedžer, da lažje razumeš celoten sistem delovanja in si malce tudi bolj upaš. Upaš včasih prevzemati neke izzive kot priložnosti in biti prvi med prvimi. In naša osnovna šola, kot ena od Prežihovih šol v Sloveniji, čeprav smo majhni, v majhnem okolju, smo si to upali in dovolili. In danes mi vsekakor ni žal, da smo šli skozi trdo delo, skozi ta razvoj, ki je nekako prinašal dodano vrednost k znanju naših mladih. In ravno tole vprašanje, kam danes mlade usmerjati. Mene veseli, da je Lenka izbrala kar nekaj posnetkov, ki so bili prav posneti na naši šoli. To je ta robotski del. Torej, šole smo vpete tudi na tak sistem dela. Skozi te sodobne pristope, robotika, razne digitalne vsebine, funkcionalna pismenost, potem lahko bi rekli tudi finančna pismenost, poleg bralne. Mi se srčno zavedamo, da je družba danes tako naravnana, da se od šol to nekako tudi pričakuje. Prilagajati se temu okolju pa pomeni nenehno izobraževanje, nenehno biti v stiku z okoljem, tudi z gospodarskimi firmami in nenazadnje odpirati se tudi malce drugam, pogledati, kako je pa drugje. Ne moreš kopirati, kot je že danes bilo povedano, ampak nekaj malega pa lahko odneseš tudi od kje drugje. In meni zelo blizu je sistem zagotovo tudi finski modeli in pa Estonija. Bila sem tam, bili so pri nas in sodelujemo še danes. Tako da tukaj le malce tale prostor odpiramo tudi širše in poskušamo mrežiti to znanje tudi z drugimi partnerji po Evropi. Gospod ravnatelj Škofijske gimnazije. Lepo pozdravljeni. Tako, lep pozdrav še z moje strani. Jaz bi se najprej, Alenka, vrnil k temu malo bolj konkretnemu delu, to je, koliko nam morda tudi k temu učni načrti pomagajo. Še prej pa k vprašanju, kaj so pravzaprav sodobne metode pa pristopi. Zato, ker kadar govorimo o stvareh, je treba najprej osnovne pojme definirati. In tisto, kar se meni danes zdi, da je ključno v šolah, je, da
šole razmišljamo, to pomeni, da imamo najprej vizijo, najprej na nacionalni ravni, potem pa tudi na evropski, za katero pravim, da je ta hip nimamo dorečene. In na podlagi te vizije potem tudi uporabljamo oziroma upeljujemo ene sodobne pristope. Zagotovo pa med te tradicionalno dogovorjeno didaktično sodijo, to pomeni kompetenčni pristop, to pomeni, da namesto na samih vsebinah in faktografiji pravzaprav gradimo tudi na prenosljivih znanjih, potem medpredmetno povezovanje, da znaš eno znanje prenašati na drugo, problemski pristop, kritično mišljenje in ne nazadnje, to bom pa povedal kot pedagog, ne glede na to vse sodobne pristope, tisti, ki malo hodimo po svetu, najbolj sodoben pristop je pa tisti, da znaš odraščajočega mladostnika ali otroka v osnovni šoli ali srednješolca na gimnaziji v tistem obdobju odraščanja osebnostno potrditi, usmeriti, mu odpirati ključna vprašanja o njegovem življenju, tudi konec koncev o smislu, kaj želi postati, zakaj želi to postati in kaj je pravzaprav njegov cilj kot skupnosti, kam želimo kot skupnost priti. To bi pa na koncu izpostavil je morda eden najbolj sodobnih pristopov in tukaj se otroci pa mladostniki niso spremenili in so enaki 100 let nazaj, 20 let nazaj ali pa danes. In ta sodobni pristop ugotavljam kot učitelj, ki veliko hodim po šolah, je pa pravzaprav tudi ključen za uspeh, ne glede na neke moderne metode. In zdaj, če govorimo o učnih načrtih, na deklarativni ravni učni načrti to omogočajo, v praksi pa se nam dogaja, da so učni načrti, to je moja osebna izkušnja in mnenje na podlagi 25-letnega dela v šolstvu, ne omogočajo zaradi natrpanosti razvijanja posebej problemskih znanj, razvijanja kompetenc, ker za te stvari potrebuješ nekoliko več časa. In ta hip poteka sicer prenova, kjer bo novi učni načrti posodobljeni začeli veljati tudi z 1.9.2026, za katero sem prepričan, da tukaj tudi ni naredila dovolj korakov v smislu krčenja. Samo za ponazoritev, mi smo vsi preveč fiksirani in verjamemo, da je kakovost znanja povezana z obsegom vsebine, ki jo dajemo. Tega sem bil zelo hitro ozdravljen leta 2008, ko sem sodeloval pri predzadnji posodobitvi učnih načrtov in prva stvar, ki smo naredili, je, smo si pogledali primere tujih učnih načrtov in moj aha efekt takrat je bil, da sem pogledal finski učni načrt, kjer so imeli Finci 1 leto manj pouka v srednjih šolah, bistveno manj ur matematike, bili so pa takrat prvi v svetovnem merilu po raziskavah PISA v matematičnih znanjih. To je bil aha efekt. To pomeni, mi preveč stavimo na vsebine, na število vprašanj in naši učni načrti, govorim posebej za gimnazijske, ki jih bolje poznam, so v tem pogledu pri nekaterih predmetih prenatrpani. Drugače pa trdim, da za to vpeljavo ni glavni problem zgolj to, mogoče samo dve še na hitro omenim. Eden izmed problemov, ki ga imamo, je gimnazija je zadnji poskus temeljite reforme doživljala v letih 2005-2006 in takrat je zaradi vojne strok ta poskus propadel. In to je bil takrat že prepričanje, da je potrebna ena sprememba, zdaj pa je minilo 20 let, pa nimamo sistemskih sprememb, predvsem v smeri prisluhniti mladostniku, da razvija neke svoje potenciale, neke več izbirnosti v uk in podobno. In drugi problem je naša splošna matura kot primer, ki zelo določa, tisti, ki delamo v praksi, to vemo, preveč določa, bomo rekli, način dela, pomanjkanje kreativnosti, ob tem pa najjasno, mi imamo odlično splošno maturo, mi smo lahko ponosni, ker imamo organizacijsko verjetno enega najbolj dodelanih modelov na svetu, perfektno deluje, cilji mature, vsebine, kaj preverjamo in potem kako to fakultete uporabljajo za vpis, imamo pa velike probleme, to so pa stvari, ki bi morali prevetriti. Torej, če zdaj tako razmišljamo, glede, mi je bila zelo všeč vaša beseda, ko ste rekli, da gre za vojno strok. Jaz sem bila sama takrat državna sekretarka na ministrstvu, ko smo posodabljali učne načrte, to je bilo eno in takrat se je tudi Bologna spreminjala in dejansko je res tako, da dekani pridejo na ministrstvo in grozijo vsak za svojo stroko in za svojo fakulteto, biologije mora biti točno toliko ur, matematike niti 1 minute ne smete vzeti, ker bo se svet podrl in tako naprej in tako naprej. To pomeni, to, kar ste zdajle izpostavili, da v bistvu kvantiteta ne zagotavlja kvalitete. In drugo spoznanje, torej učni načrti, tudi zdaj sem sama članica strokovnega sveta, ki bomo množično potrjevali zdajle naslednji teden prenovljene, posodobljene učne načrte, ki se v bistvu
v fundamentu kvantitativno dejansko ne spreminjajo, celo za prvo triado imamo z didaktičnimi priporočili 300 strani učnega načrta z didaktičnimi priporočili. To pomeni, da hočemo vse zapisati in zato učitelj tudi potem tako tudi uči in nima časa razvijati kompetenc, nima časa za procesno znanje, za konceptualno znanje, ker na koncu je ali NPZ ali pa tako, vi kot ravnatelj veste, na koncu je matura in na koncu učitelj reče, enostavno delal bom to, kar bojo na maturi vprašali, ker tudi starši na koncu gledajo samo rezultat mature, ne vse, kjere kompetence in stvari smo dejansko pri učencih razvili. Mogoče še kakšna beseda o učnih načrtih in pa tudi v samem problemu ocenjevanja in vrednotenja znanja. Ja, mi imamo tudi vrtec pri šoli, tako da mogoče, če tukaj začnem po vertikali, tudi tukaj vrtec ima kurikul, vendar je tisti kurikul bistveno bolj odprt in ne nazadnje tematsko načrtovanje daje bistveno večjo kreativnost vzgojiteljem, kot je pa to v šoli potem. Ker tukaj pa vseeno cilji so določeni, standardi so določeni, zdaj dejansko, to, kar je pa prej že Alenka omenila, je pa mnogo zapisanega potem v teh enih dodatnih navodilih, pravilih, kako pa priti do nekega standarda, do nekega cilja. Tega je morda res preveč in kar sama osebno ocenjujem, kar otežuje delo učitelju, so pa vse te dodatne zadeve od delovnih zvezkov, takšnih, drugačnih pritiskov, založb in tu je ena mešanca mnogo gradiv, ki dejansko nekaj kalupirajo, torej ne dajejo neke fleksibilnosti, ampak so na trgu, so privlačni in seveda potem tudi učitelju naj bi bili v pomoč, učencem pa bolj malo. Tako da tudi o takih zadevah bi bilo potrebno razmisliti, vendar je to znova zgodba, o kateri bo potrebno temeljito premisliti. Veseli pa me, da se prenova učnih načrtov zdaj je v zaključni fazi, da se vendarle malce dodeljuje in sicer veseli me tudi, da je bilo začuteno tudi področje funkcionalne pismenosti tukaj, finančne pismenosti in te digitalne pismenosti. Ker še pred desetletjem smo govorili zgolj bolj o bralni pismenosti. Ne rečem, danes je to osnova, tudi vsem ostalim, vendar dodajamo glede na družbo prihodnosti tudi vsa ta ostala področja, kompetenc, spretnosti, veščin, ki pa so potrebne danes pri mladih, če želijo preživeti in razumeti sistem, kako deluje sistem, da preživiš v tej družbi. Kaj pravzaprav družba vse od tebe zahteva? Ja, naslednje vprašanje pa je takšno, zakaj so ene šole v Sloveniji dejansko vključene v spremembe in razvijajo nove pristope in nove načine in zakaj druge šole tega ne počnejo oziroma kakšno vlogo ima pravzaprav ravnatelj pri uvajanju sprememb v svojo šolo. Če lahko jaz najprej. Vsekakor je, še vedno osebno menim, od ravnatelja zelo odvisno, kakšno pot razvoja bo šola delala. Jaz se spomnim, ko je prišel razpis pred leti za področje RAP-a, to je ta razširjeni program šole. To je bil razpis, ki je bil v roku 3 dni se je bilo potrebno odločiti, ker takrat sama nisem vedela v bistvu, kako to predstaviti staršem, ga sama nisem razumela dovolj, dejansko potem tudi nisem dala v tej smeri mojega občutenja do sodelavcev in dejansko takrat tudi naša šola se ni vključila v to. Se pravi, zelo je odvisno, kam usmerim svoj razmislek in svoje prepričanje do sodelavcev najprej jaz. Kajti potem tudi učitelji morajo biti opolnomočeni z tem, da je to dobro. In zakaj je to dobro? Da bodo lahko pristopili do staršev. Mi smo mnogo sprememb povedali, od fleksibilnega normativa, torej fleksibilni predmetnik, še danes ga peljemo, ker vemo, da se nam zdi to dobra zadeva.
Pristopili smo k mnogim projektom, torej tako na državni ravni slovenski kot mednarodni, ker vidimo v tem prednost kot dodano vrednost ravno v teh sodobnih pristopih, načinih, metodah dela. Ker ne nazadnje pridobimo nekaj dodatnih sredstev finančnih na ta račun, ki jih lahko potem razpolagamo tudi zato, da si lahko določene zadeve privoščimo več kot pa samo zgolj šole, ki čakajo na financiranje strani države. Tako da to je en tak verižni krog in včasih nam kdo reče, kako pa vi to lahko? Ja, s dodatnim delom. Evropa res daje, vendar Evropa tudi zahteva in pričakuje. Isto vprašanje. Ja, jaz bi se seveda pridružil, da je tu ena splošna kultura, v osnovi ena vizija, ki si jo šola zada, kam želi postati, in nenehna refleksija, predvsem pa zavedanje, da tu ni obstanka, ker kdor ne napreduje, avtomatično nazaduje tukaj v šolstvu, tako da se mi zdi, da to zagotovo. En vidik, ki ga je poudaril, je, da pa se šole morda razlikujejo tudi zaradi različnih izkušenj sodelovanja v takšnih projektih. In sicer problem, ki ga sam vidim, je, da je veliko projektov, ki smo jih imeli, pa kar nekaj projektov v Sloveniji zaradi pač načina financiranja šolstva smo delali preko financiranja iz Evropske unije. In mi moramo vedeti, da se marsikateri takšen projekt, ko se potem to financiranje zaključi, potem se tudi smatra tudi na posameznih šolah, da se taka stvar zaključi, se pospravi v predal in ni nobenega, bomo rekel, bolj trajnega učinka. Mi nimamo sistemskega načina pristopanja k spremembam, k nekim reformam, posodobitvam, ampak so ponovadi to projektni načini pridobivanja nekih sredstev. In seveda tukaj trajnosti ni. Mogoče samo kot zanimivo, spomnim, mi smo bili v svetovnem merilu med prvimi, tam leta 2007, ki smo naredili brezplačna elektronska učna gradiva po celotni vertikali od osnovne šole do srednje šole naprej, pa je takrat projekt trajal, je minil, nismo pa naredili sistema vzdrževanja teh elektronskih učnih gradiv, ki bi bil trajen, ki bi bil, bomo rekli, nekaj, kar bi vzdržalo, in seveda je tehnološko stvar zastarala po nekaj letih, tistega več ni, kar je bilo 2007-2008. Potem je bila, recimo, okoli leta 2012-2013 imamo i učbenike, ki jih je Zavod za šolstvo naredil, tu imamo spet problem, da ni nobene sistematičnega vzdrževanja, bomo rekli, nekoga, ki zadnji skrbi, sprejema pripombe, ta gradiva nenehno popravlja, tudi propagira, sistematično izobražuje učitelje. In to je vse posledice takih projektnih pristopov pri nas, in marsikateri učitelji so zaradi tega naveličani, pa še ena stvar, ki jo opažam iz prakse, tudi marsikateri projekt se pričakuje delo učiteljev na etični pogon in pravzaprav še do nedavnega tudi niso bili stimulirani na nek način. Vam bovejo, toliko dela, kot je prostovoljnega, se pričakuje v šolstvu, ga ne boste našli ne v zdravstvu, pa ne v gospodarstvu. Tega ne boste našli. Ja, zelo zanimivo. Zdaj pa gremo še, torej, če nekako želimo spremembe uvajati, je verjetno, kot sta oba ravnatelja, kot sta povedala, najpomembna, da si šola postavi vizijo. Če že na nacionalni ravni ne čutimo, potem je pomembno vsaj, da šola ve, kam želi iti, torej vodstvo šole, in seveda, da tudi zna motivirati in ustvariti klimo za spremembe, da se na šoli dogajajo. Vemo, da je pri učiteljih za spremembe zelo pomembno zaupanje med kolegi. Torej, če bi lahko zdaj povedali nekaj stvari, kako se usposabljajo učitelji, on je tudi bil predavatelj na fakulteti za naravoslovje za didaktiko, mogoče kakšno je usposabljanje bodočih učiteljev, ali je zadostno, ali se pričakujejo spremembe, in pa seveda, kakšno pa je vseživljenjsko usposabljanje učiteljev. Vemo verjetno, da eni učitelji so zelo zagnani, ne? Verjetno pa imamo cel kup učiteljev tudi v šolskem sistemu, ko že dolgo niso bili na kakšnem usposabljanju. Pa me zanima, kakšne metode imate vi in motivacije in kako vidite, kaj je res prava dodana vrednost, da ne zbirajo učitelji samo točke za napredovanje. Ker to je ena od tistih motivacij, da nekateri učitelji sploh grejo na izobraževanje. Ni pa nujno dodana vrednost za pouk in učence. Ja, vsekakor, če govorimo ravno o tej šoli prihodnosti, tukaj dejansko vseživljenjsko učenje mora biti. Morda je tukaj ravno ta malce manjko, ko pridejo mladi učitelji na šole, strani fakultet nimajo občutka, kaj to pomeni. Oni mislijo, če dobijo neko diplomo, da je s tem zaključena zgodba.
ampak zdaleč od tega. Šele takrat dobijo en pregled, širši pregled, kaj vse pa učitelj dejansko mora početi. Da to ni zgolj učitelj v razredu z skupino učencev, da je potrebno tukaj sodelovanje z okoljem, ožjim, širšim, z vodstvom, starši. Skratka, in to je ena dodana vrednost, ki jo učitelji dejansko na fakultetah ne dobijo. Predvsem pa dejansko tudi sodelovanje starši je lahko izjemno težko. Predvsem v današnji družbi, kajti tukaj starši imajo visoka pričakovanja do svojih otrok, včasih nerealna in zelo težko je potem dojemati, še manj pa sprejemati in razumeti sporočila učiteljev. In učitelji tukaj zapadajo res v ene velike stiske, ker potem ne vejo, kako skozi ta odnos dejansko predstaviti svoje delo. Maksimalno se trudijo, maksimalno vlagajo svojo energijo, vendar rezultatov zaradi tega, ker danes je bilo že omenjeno, kaj je tisto ključno pri mladih, odgovornost. Odgovornost za vsako svoje delo ali nedelo ali kakorkoli odstopanje. In dejansko je tukaj tudi izjemnega pomena ravno to mreženje znanja. Vse to, kar znamo, da znamo deliti z drugimi. In zbornica je tista, kjer učitelji timsko, če znajo sodelovati, če je ta sodelovalna kultura med njimi, lahko tudi vsak novi izziv sprejme res kot dobronamerno in vidi v njem določeno prednost. Rada bi pohvalila ta projekt inovativne pedagogike. Danes govorimo že inovativna pedagogika 5.0. Začeli smo s 5.1, 10 let nazaj. In ravno ta zavod Anton Martin Slomšek, jaz vedno rada poudarim, da so zelo sistematični, zelo načrtovani, zelo proaktivno usmerjeni in da vedno res vizionarsko gledajo naprej. Projekt se še ne zaključi, pred nami je še leto in pol tega projekta, uradnega zaključka, vem, da se že razmišlja naprej, kako bomo nadgrajevali in to delamo že desetletja. In zato je lahko tudi rezultat tukaj zelo dober, dobro sprejet, tako med mladimi, kajti delamo na načine, ki je mladim zanimiv in njim blizu. Če hočemo ali ne, je tukaj ravno ta podpora sodobne učne tehnologije izjemnega pomena pri mladih. Isto vprašanje. Ja, torej, mogoče se vrnem nazaj. Ker sem bil sam udeležen v bolonjski prenovi, torej vpeljavi, naj povemo, da resnici na ljubo smo takrat naredili eno veliko spremembo in sicer dejansko se je kakovost izobraževanja učiteljev takrat izboljšala. Mi smo prakso prenesli v zgodnejše letnike, za 1 leto smo podaljšali formalno izobraževanje učiteljev, posebej tudi v primerjavi z ostalimi so naši učitelji visoko izobraženi v tem pogledu. Vpeljala se ena praksa opazovalna, bolj zgodaj že tudi. Seveda so pa nekatere stvari, ki takrat morda niso bile domišljene, pa tudi danes še niso, ki se mi zdi bi bilo mogoče smiselno o njih premisliti. Sam vem, da smo si takrat želeli, ker je potrebno več prakse pa kompetenčnega pristopa, ne, da bi bilo idealno, če bi bil učitelj 4 dni recimo na fakulteti, 1 dan skozi celo leto pa bi bil recimo v razredu, bi imel mentorsko šolo. Ampak mi nismo imeli sistemsko, ne takrat ne danes rešenega ideje mentorske šole. In glavni problem, ki je takrat nastal, da tega nismo mogli vpeljati, je sicer je odlično to za izobrazbo učitelja, ampak noben ravnatelj in noben učitelj ni bil pripravljen prevzeti na etični pogon, zgolj prijazno, zato da bi pomagal fakulteti, še enega študenta, ki bi ga spremljal celo leto enkrat na 1 dan v tednu. Enostavno te pripravljenosti ni bilo zaradi vseh obremenitev in vsega dela, ki ga imajo. To je še en primer, recimo, ko stvar ni bila sistemsko rešena, ko tudi učitelji na nek način niso bili spodbujani. Poleg tega mogoče tudi zaključek, strokovni izpit, ki je takšen kot je, bi lahko bil recimo drugače oblikovan, bolj integriran z prakso, ne. Tako da se mi zdi, tu so še priložnosti za izboljšave, čeprav je Bologna tega kar nekaj prinesla. Če pa se zdaj govorimo o nadaljnjem izobraževanju, moram pa priznati, ker je moja žena pač zdravnica tudi, da mi je zelo blizu sistem, ker ugotavljamo, da v nekem obdobju učitelji
tam, bom rekel, po 30 letih dosežejo lahko tudi tisti najvišji naziv, ne, in potem se včasih zgodi, da pademo v cono udobja, ne, in se potem stvari ne dogajajo. Jaz osebno vidim, da bi bilo zelo, ali pa moj predlog vidim, da bi bila podeljevanje ali pa obnavljanje licence za poučevanje na 5 let, recimo, kjer je pač potrebno določeno število seminarjev, izobraževanj na določeno obdobje. To je sistem, ki recimo odlično deluje v zdravstvu, pri zdravnikih, in se mi zdi, da je to ena taka spodbuda, ki bi na taki blagi način človeka spodbujala k delu in bi delovala. Ja, hvala. Moram reči, da ta predlog ima tudi Nova Slovenija zapisano v svojem programu za šolstvo. Zdaj pa, ker imamo še samo nekaj časa, bom pa kar združila dva vprašanja, in sicer ta ne trikotnik, ampak štirikotnik, učitelj, ravnatelj, starši, učenci, kje vidite tukaj deficite, pomanjkanja, praksa tukaj je zelo različna, torej vzgojni problemi, sodelovanje. Ali razmišljate, da bi bilo smiselno tudi staršem dati določene odgovornosti, recimo, da redno prihajajo na roditeljske sestanke, iz prakse večkrat vidimo, da določeni staršev celo leto ne vidi učitelj, na koncu pa pride do njega ali pa do svetovalnega delavca, pa so starši velikokrat zelo agresivni. Kje vidite tukaj spremembe, glede na to vajno dolgotrajno prakso? In pa še drugo vprašanje, če bo še časa, učenci s posebnimi potrebami, zdaj mi je prejšnji teden govorila ena učiteljica, je rekla, ta sistem ne deluje, zaradi tega pride specialni pedagog, otrok ima odločbo za 2 uri, ga žene v kabinet, dela nekaj z otrokom, rekla, za cel teden, za 5 dni ne more nadoknaditi snovi, jaz kot učitelj pa ne vidim, kako naj potem otroka dejansko integriram, vključim v razred ostalih 5 dni, ko ga imam. In ta sistem ločevanja strogega med razredom in pa kabinetom verjetno so v tujini na tem področju bistveno drugačne prakse. Če se najprej tukaj ustavim pri tem zadnjem vprašanju, in sicer učenci s posebnimi potrebami. Res je, izdajanje odločb zapisnikov v vrtcu, odločb v šoli je čedalje več. In šole imamo tudi težave že v izvedbenem organizacijskem sistemu na ta račun. Kajti te odločbe dejansko določajo pravice učencev ali v podaljšanem času, razne prilagoditve. In moj predlog gre v smeri, da bi dejansko morali te specialne pomoči, ki prihajajo tudi od zunaj, vezati na oddelek učencev in ne zgolj na učenca samega. Se pravi kot neka inkluzija. Da bi potem tudi ta strokovni, specialni pedagog ali kdorkoli psiholog, kdorkoli bi pač prišel, dejansko bil v oddelku in bi bil pomoč učitelju. In ne zgolj iz oddelka tisto urico dve, ampak bi dejansko imel določeni delež sistemiziranega delovnega mesta za določeno število učencev v oddelku in potem na maso učencev na šoli, takšen delež pač je, in bi dejansko izvajal inkluzijo, bi bil pomoč učitelju neposredno pri sami izvedbi. Tako da tukaj bi tudi organizacijsko bilo bistveno lažje, dejstvo pa je, da bi moralo tukaj biti tudi izjemno timsko načrtovanje, tako učitelja kot tudi tega, ki bi to pomoč izvajal. Drugo, kar pa je starši, glejte, jaz vidim poklic starša v današnji družbi kot enega najtežjih poklicev. Kajti starši se izgubljajo v poplavi informacij. Vsi bi jim dali neke nasvete. Tako razne spletne aplikacije, internet, potem smo tukaj mi, potem je tukaj še cerkev, potem je tukaj okolje in tak naprej. Skratka, in stariš dostikrat več ne ve, kaj je prav in kaj ne. In če bi tudi sistemsko morda bilo urejeno, ker ta potreba je čutena, da bi bila šola za starše vsaj v neki kvoti ur obvezna že v vrtcu. Ker ko mi želimo staršem sporočiti določena sporočila, oni kot da jih ne slišijo, še manj upoštevajo. In zelo so veseli, če se to ne ponavlja, če jim tega mi več ne povemo. Ampak vemo, vse te stvari, ki so že takrat v vrtcu kot problem, jih počakajo z obrestmi, eskalirajo slej ko prej.
ali v osnovni šoli, ali v srednji šoli v nadaljevanju. In tukaj bi staršem morali stopiti ravno, ne samo mi kot pedagogi, ampak tudi ta multidisciplinarni timi v pomoč pri taki izvedbi takih šol. Imam hčerko tudi zdravnico, ki se veliko ukvarja ravno z mladostniki, z duševnimi stiskami, takšnimi in drugačnimi. Ampak takrat, ko pride do tega že, je zdaleč prepozno. Se pravi, tukaj bi dejansko morali na potrebo današnjega časa in na vse to, kar dejansko družba, danes je bilo omenjeno tudi, kaj mladi delajo vse, kakšna nasilja so, samomori se povečujejo in tako naprej. Torej tukaj starše opolnomočiti, da ni pomembno, da živimo za sliko okolja, ampak da je pomembno, da živimo z otrokom, tako kot čutimo in da ga sprejmemo takšnega, kot je. To je pa najtežje pri starših, verjemite. Hvala. Izvoli. Terezija, pišem vse, kar je bilo rečeno. Ok, zdaj se sliši. Morda še samo dva vidika tukaj, če izpostavim. Prva stvar, ki jo vidim, je, da se mi zdi, da si tako starši kot učitelji, to je, Alenka, odlična tema, ki bi lahko bila za celo, bomo rekel, tako omizje, ampak dejansko vsi potrebujemo tu ene dodatne veščine in več časa, ki bi si vzeli za otroke pa mladostnike, pri vzgoji, zato ker ugotavljam, da kronično primanjkuje, ko gledam, moči ali pa volje za prevzemanje odgovornosti. To pomeni, ko je treba sprejeti odločitev, ko je treba celostno pristopiti, ko pride do nekega problema, pogledati vse vidike, kako živi, pogovoriti recimo tudi z družino. Mi ponavadi ostajamo predvsem na ravni sankcioniranja, izreka ukrepa, premalo je pa tistega spremljanja otroka, načrta, usmerjanja njegove energije, bom rekel, tudi premisleka, zato ta predlog, recimo opolnomočenje, sodelovanje šole za starši se mi zdi izjemno koristno, ker mi vsi mislimo, kako en vzgaja, pa kdo bi naj vzgajal, v resnici pa nam v današnji družbi vsem zmanjkuje časa na tem področju, tako staršem pri vzgoji, kot zmanjkuje tudi časa učiteljem. Drugi vidik, ki se mi zdi pomemben, mi moramo dati kot družba pravzaprav dati signal, da se nam zdi vzgoja v šolah pomembna. Recimo trenutno vrednotenje, zdaj govorim za srednje šole, ne, pri katerem je razredniško delo vrednoteno po sistemizaciji s pol ure na teden v drugem in v tretjem letniku, v prvem pa četrtem po eno, je pravzaprav smešna zadeva. Jaz vam bom povedal, tisti, ki je razrednik v srednji šoli, porabi 60% svojega časa za razredniško delo, približno 40% pa za svoj predmet za poučevanje. Včasih se celo pohecamo, ukvarjam se z razredništvom, ko imam vmes čas, pa grem učiti v razred. To je en cel kup obsega snovi, kaj je potrebno, če si dober razrednik, če se trudiš, če delaš. In se mi zdi, da tudi na tej ravni bi bilo potrebno dati eno jasno sporočilo, to delo je pomembno, ne zgolj pol ure, 2 uri se včasih pogovarjamo, ne, če že govorimo o nekem sistematičnem delu z mladostnikom. K temu pa sodi potem tudi večanje deleža učencev s posebnimi potrebami. Tu bi morali nujno po 17 letih vpeljave tega koncepta inkluzivne vzgoje narediti eno potrebno evalvacijo, zato ker stvari niso dobre, zato ker nam trendi rastejo, od 2% okoli leta 2002 jih imamo ta hip 10% in projekcije do leta 2050 so približno 20%, govorimo o maturi, ker ne na vsega priznajo, mi imamo še pa na ravni šol še več drugih takih stvari, tako da tu imamo en veliki izziv prevetritve tega in drugačnega načina dela. Takole, jaz se gostoma zahvaljujem. Zdaj, če ima kdo kako vprašanje na to temo, potem lahko zdajle vpraša. Aha, tamle eno roko vidimo. Za eno ali pa dva vprašanja imamo maksimalno časa, da se držimo. Hvala lepa za priložnost, da lahko vprašam. Bom se vrnila tukaj. Najprej hvala lepa za ta pogovor in tudi prejšnji moderatorki in gostoma in tudi bodočim gotovo. Mogoče na nek začetek, pri poklicih, ki se vse življenje potem ukvarjajo z ljudmi, to je zlasti pedagoški poklic in je tudi poklici so v zdravstvu, pa še kakšni drugi, se mi zdi, da se izpusti, ne vem iz katerega razloga, verjetno je pa to zelo zahtevno,
pred vpisom oziroma ob vpisu na pedagoško akademijo, na srednjo šolo, pogovor z vsakim kandidatom, ki se želi pripravljati na ta poklic. Ker ta človeški vidik je zlasti v teh dveh poklicih, ki sem jih omenjala, se mi zdi zelo pomemben. Ker tudi se danes redki odločajo, da gredo iz gospodarstva v pedagogiko, pedagoški poklic, ker pač primanjkuje pedagoških poklicev. Si predstavljam, da zlasti na zasebnih šolah ravnatelji zelo preverijo, kako bo s tem človekom v pedagogiki, mogoče na ostalih šolah pa niti nimajo časa, niti nimajo volje to preverjati. No, samo to je moje vprašanje, pravzaprav je pobuda, da bi se nekako v šolsko izobraževanje ta intervju, ne vem, kako se temu že uradno reče, pred vpisom, na medicini so bili sprejemni izpiti, ampak tega intervjuja pa ni bilo, enega pogovora, je pa tudi vprašanje, kdo bo to izvajal. Te pogovore, kdo je toliko polnomočen oziroma toliko vešč, da bo to izvajal, in še to za zraven, na vse te faze izobraževanja bi bilo treba nujno uvesti tudi nek predmet, kjer se, tako kot je gospod Repolusk rekel, da je treba učitelje, tudi zdravstvene delavce opolnomočiti, pogovarjati se starši oziroma s pacienti oziroma svojci pacientov. Tega tudi se mi zdi, da ni. Hvala. Jaz lepo prosim, da so vprašanja in tudi odgovori čim bolj kratki in jedrnati zaradi časovnice. Čisto na kratko, podpiram in se strinjam, v idealnih razmerah bi bilo to najboljši način, če smo že večkrat danes govorili o Finski. Finska ima taki sistem, ker grejo učitelji skozi sito intervjuja, ker jih velik delež na podlagi tega odpade. In se mi zdi, da je to odlični predlog, se pa bojim, da imamo takrat, ko bi imeli čas, to je bilo v začetku, tam med leti 2000 pa 2010, ko smo imeli veliko kadrov, takrat bi lahko te nastavke nastavili, zdaj imamo pa problem, da imamo tako malo kandidatov, da si tega niti ne upa nihče več delati. Ampak v idealnih razmerah je to najboljši način za to, ker je zagotovilo za kakovost tudi za naprej. Naslednje vprašanje. Najlepša hvala. Hvala gostom, hvala tudi vsem ostalim. Moje ime je Mojca Erjavec, sem članica izvršilnega odbora, drugače pa sem tudi profesorica, vendar ne aktivna v šolstvu. Nikoli pravzaprav nisem bila. In mi je žal, da slišim, da vse te pobude za inovativne pristope, boljše pristope, bolj za vrednote, za te ključne kompetence, da načeloma še vedno v Sloveniji ostaja vse to zgolj stvar nekih iniciativ ravnateljev, da gre bolj za neke otočke. Dokler ne bo to res postal nek strukturni pristop, potem se žal tudi našim vsem otrokom piše ne toliko dobro, kolikor bi se jim lahko, če bi imeli v mislih res to negotovo prihodnost. No, pa da ne bomo tako negativni. Jaz mislim, da tudi učitelji gotovo imajo neko voljo nekaj spremeniti, vendar ko sem jaz študirala, sem študirala po istih knjigah kot moja mama pred 20 leti. Jaz upam, da se je to v zadnjih 20 letih spremenilo, vi ste rekli, da se je. Imam pa občutek, da tudi bolonjska reforma je prinesla samo še dodatne obremenitve, ne pa toliko tiste poenostavitve oziroma fokusa na tiste ključne kompetence, tudi pri izobraževanju učiteljev. Prinašam pa tudi poročilo iz terena, in sicer mamica otroka s posebnimi potrebami mi je potrdila prav to, kar ste vi rekli. Tudi starši nekako opažajo, da ta sistem ni tisto, za kar bi bil mišljen oziroma je bil mišljen, in tudi sami kličejo k temu, da se tudi za te naloge in tudi za te poklice usposobi ljudi, tiste, ki si resnično to želijo delati, da torej ne gre samo za neke kljukice pri izpolnjevanju nekih ciljev, ki so samo na papirju, ampak resnično za neko prihodnost naših otrok. Hvala. Ja, samo mogoče ena stvar bi jaz tukaj le dodala, ker si rekla, da določene zadeve nekatere šole na voljo ravnateljev delajo, to pomeni, se vključujejo projekte. Jaz bom samo tukaj rekla, projekti, ki jih razpisuje Ministrstvo za izobraževanje, so odlični, so pravilno ciljno usmerjeni,
Katastrofa pa se zgodi takrat, kot spoznanja iz razvojnih projektov, kjer se preizkušajo nove stvari, pristopi, ali socialne kompetence, ali digitalne kompetence, kako se naj smiselno uvajajo, obležijo v uradniških predalih. In tega se sistematično v sistem potem nadaljno ne uvaja. In to gre iz projekta v projekt. In evropski denar dejansko zacveti samo na tistih šolah, kjer res ravnatelji gledajo, kako bojo trajnostno določene stvari upeljali v šolski prostor. Ampak to je odločitev ravnateljev, ni pa sistemske rešitev na tem področju in pa vizije, ki bi rekla, to pa to bomo potem, če se je izkazalo kot dobro, na manjšem projektu tudi dejansko implementirali v sistem. To je velik deficit in zgubljamo ogromno energije in volje na tem področju šolstva. Izvoli. Na vprašanje, če bo kjer kaj komentiral, kar je prej govorila. Ker imamo še eno vprašanje, tlele v drugi vrsti, potem bomo šli z naslednjim. Lahko pa, če želite, na hitro odgovorite, izvolite. To je bila pobuda bolj in razmišljanje. Hvala lepa za besedo. Moje ime je Andrej Kočar. Prihajam z osnovne šole in sem že 24 let v osnovni šoli kot učitelj računalništva. Lahko vam povem, da odkar je za časa ministra Gabra prišlo do neke publikacije Moje pravice in se je to talalo učencem prvega razreda, šlo samo še navzdol. Torej, z vsako prenovo učnih načrtov so se stvari samo kopičile, več snovi noter. In pokazalo se je, da učenci, zdaj ko ima recimo v drugem, tretjem razredu po 7 ur slovenščine, berejo slabše kot nekoč, ko so imeli po 4 ure slovenščine. Pričakujem kot učitelj od novega, torej od prenove učnega sistema, da bi se vpeljal nek koncept 80% fiksnih ciljev, 20% variabilnih. Zaradi tega, da bi lahko tudi učitelji, sploh pri tehničnih predmetih, ker preden oblast sproducira oziroma pač zavod nek naučen načrt, sploh za računalništvo, je to zgodovina. In bi pričakoval, da bi se to mogoče tudi pri drugih predmetih nekako uveljavili, kajti na ta način bi lahko tudi učitelj avtonomno kompenziral, ko dobi generacijo, mogoče v prejšnjem letu ni neke snovi uspela dobro utrditi, ker utrjuje se v šoli zdaj tako nič. In bi bil mogoče to en dober mehanizem, pa me zanima, če se je kje razmišljalo o tem pri uvedbi. Hvala lepa. Podpiram to predlog. To so bila, recimo za gimnazijo se to imenovalo splošna in posebna znanja. To razmerje je bilo leta 2008 predvideno. Zdaj mislim, da se ta stvar nisem, ampak je en drugi problem. Bom povedal, kaj je problem v šolah, ne? Tisto, kaj so splošna znanja, se je bolj na nek način preslikalo na osnovno raven mature, tisto, kaj so pa posebna znanja, ki niso bila obvezna za vse, pa na višjo raven mature, recimo, ne. In nam se avtomatično, vse te stvari avtomatično vedno preslikujejo tudi na, bom rekel, neki eksterni način preverjanja. To je eden izmed problemov, ki ga vidim, ne. Drugi pa je, da v resnici, če želiš to variabilnost, se mora zmeniti, kaj je tisto res ključno. In mi pri vseh predmetih nimamo takega dogovora, kot je pri vas. In to jaz vidim kot eno največjih pomanjkljivosti trenutne prenove. Mi od nas ne na nihče sodeluje, da povemo, oziroma nismo pri kurikularnih, ampak so mi moji učitelji povedali, ki sodelujejo, da so pravzaprav razočarani, da se tu niso bolj smeli koraki naredili. Jaz bi šel celo korak dlje, jaz mislim, da to ni stvar samo učnih načrtov, ampak celo recimo gimnazijskega programa, kot je bila ta reforma, ki je bila takrat leta 2005 predvidena z večjo izbirnostjo predmetov v 3. pa 4. letniku, recimo v gimnaziji, celoten sistem bi moral biti, zato ker ne živimo v času, kjer bi bili po tekočem traku vsak za vse, ampak je treba malo individualizirati pristop pa prepoznavati talente. Ja, kar izvoli. Če še malce dodam za osnovno šolo, torej določena predmetna področja imajo nekaj izbirnih vsebin, torej izbirnih tematik, tako da učitelj si potem tam lahko izbere. Kar pa je še morda v razmislek za prihodnje, pa je tudi to, da predvsem te vzgojne elemente oziroma vzgojna področja učenja in pa umetnostna bi bilo potrebno razmisliti tudi o drugačnem načinu ocenjevanja, ker bi dobili potem učitelji tudi bistveno več možnosti fleksibilne izvedbe in morda tudi pridobivanje tistih znanj,
do učencev, ki bi jim za življenje, torej to učenje za življenje, ki bi jim življenju lahko doprinesla tudi eno drugo kulturo in pogled na vse, kar se v naši družbi dogaja. Jaz predlagam, da se počasi zahvalimo tem našim krasnim panelistom, ker nas časovnica preganja. Če lahko zaključim z mislijo, in sicer na steno šole je eden od učencev zapisal, zakaj bi se sekiral, če se namesto mene mama in pa učitelj. Tako. Hvala lepa obema ravnateljema.